Lepo pozdravljeni v novem podcastu o šoli prihodnosti. Tokratna tema pa je obremenjenost oziroma preobremenjenost naših otrok. So res preobremenjeni, so res pred velikim stresom oziroma prevelikim stresom ali pa je vse to le mit, pa smo se morda starši pomehkužili. Odgovori so seveda različni, odvisno od otroka, odvisno od starša, odvisno od obremenitev, ki jih otrok ima in kdo mu jih nalaga. Je to sam, je to šola ali so to morda celo starši. Bomo videli, kaj pravijo tisti, ki takšno življenje živijo, pa tisti, ki gledajo takšne otroke in tisti, ki jih vzgajajo. En lep pozdrav vsem trem. Zdrav. Živijo. Pa da vas seveda predstavim, Mojca Kirbiš je ravnateljica osnovne šole Rada Robiča iz Limbuša, se opravičujem. Dejan Klančič, en lep pozdrav, oče 3 šoloobveznih otrok. Tako, in pa Matija Možič, en lep pozdrav, Matija. Živijo. A je kaj treme? Malo. Ker ocene ne bo, brez skrbi, veš. Na koncu se boš morda gledal samo na YouTubeu, sošolke in sošolci bodo pa rekli, dober si bil. A kako pri vas ocenjujejo takšne nastope v medijih ali pa, ne vem, na radiju, na televiziji? Ocenjujejo rekel bi, na samo tako kritično, da če je dobro, samo pač rečejo dobre, če pa je kaj slabo, pa pač bojo te slabe stvari izpostavijo. Jaz mislim, da ne moreš biti slab, zato ker boš pač govoril stvari, o katerih se verjetno kaj pogovarjate. Se pogovarjate med sošolkami in sošolci, kateri razred si? 8. 8. razred. Se pogovarjate, jaz imam preveč vsega, utrujen sem oziroma utrujena sem. Ja, včasih, če recimo preveč ocen, ali pa si natrpaš na en teden spraševanja, pa testi so še, pa se v tem pač pozna. Moram te vprašati, zato ker vedno rečejo, tisti, ki so res pridni, njim se tako ali tako ne zdi nikoli nič preveč. Kakšne ocene imaš? 4, 5, tu pa tam se ne da kakšna 3, ampak... A bi rekel, da se za to, da imaš takšne ocene, moraš res veliko učiti? Pač večina je tega, da poslušaš šole, drugo pa pač včasih si kaj pogledam doma. Ok, dobro sva začela, mislim, da treme ni več, ta prvi uvod bodo vsi ocenili kot odličen, tako da z eno besedo. Gospa Mojca, dajva midva morda najprej širšo sliko pogledati. Ko pogledamo rezultate NIJZ-ja o tem, kako zdravi so naši otroci, zelo veliko, sploh po covidu, je zdaj govora o stresu, o depresiji, o raznih stiskah, anksioznosti. In mnogo teh težav pripisujejo prav dejstvu, da so otroci preobremenjeni. Kako vi na to gledate in kakšne izkušnje imate kot ravnateljica, učiteljica vi? Če bi pogledala pojem preobremenjenosti. Če otroci rečejo, da so preobremenjeni, potem so preobremenjeni. Kaj ti preobremenjenost pomeni en psihološki koncept? Kako se mi počutimo? Kako se počutimo, ko imamo določene naloge, obveznosti, zadolžitve, ali smo pod stresom, ali smo pod pritiskom, ali to doživljamo, da je tega preveč. Torej, če doživljamo, da je tega preveč, potem smo preobremenjeni in moramo verjeti. Ampak naslednji korak in bistvo pa tega pa je, da pogledamo, zakaj pa se počutimo preobremenjene. Ali so to dejansko vzroki, ali je dejansko preveč stvari, ki jih moramo opraviti, ali se morda samo nepravilno organiziramo čas, ali nimamo usvojenih nekih delovnih navad, rutin, ali so, pritiski vrstnikov preveliki, pritiski staršev. Mislim, ogromno je lahko vzrokov. Torej, verjamemo, da so preobremenjeni, če rečejo, ampak to je samo prvi korak. A rečejo? Rečejo, seveda rečejo. A je koliko časa že delate v osnovni šoli? Skoraj 35 let, od tega vsaj 20 let kot šolska svetovalna delavka, psihologinja, kasneje pomočnica ravnateljice, sedaj ravnateljica, tako da izkušenj z učenci imam veliko. No in ravno to sem želel vprašati, a so bili pred 25-30 leti otroci tudi preobremenjeni? V vsakem obdobju so bili preobremenjeni. Čeprav se mi zdi pa, da sedaj bistveno več govorimo o tem. Tudi po vseh medijih se več govori in več otrok sporoča o preobremenjenosti. Tako da si res velikokrat postavljamo vprašanje, zakaj se otroci tako počutijo. Pa tudi najdemo številne odgovore, morda kasneje. Seveda. Dejan, kako je biti oče 3 fante imate? 3 fante. 3 fantom. Ja, v prvi vrsti moram reči seveda, da je fajn. Luštno je.
Je pa seveda tudi naporno. Naporno. Ne samo za njih, tudi za nas. K sreči bi rekel, da se sam smatram kot relativno organizirano osebo. Delujem trenutno na 2 stolčkih, če lahko tako rečem. Malo delam v gospodarstvu, delam v gospodarstvu, imam svoje podjetje, hkrati sem tudi zaposlen trenutno v javni šoli, tako da brez organiziranosti ne bi šlo in tako nekako tudi naša družina doma funkcionira. Zelo veliko časa žena z otroki neposredno preživi, ker pač sem jaz popoldan tudi odsoten in brez neke organizacije ne bi šlo. Po drugi strani pa, ker se je šola malo podaljšala v primerjavi s tem, če lahko tako na oko, na pogled rečem, da smo približno v istem času odraščala, bi rekel, da smo midva malo prej prihajala domov iz šole, kot pa recimo trenutno zdaj moji otroci. Kdaj so doma približno? V povprečju pred 14 uro nikoli. To velja zdaj in za ta malega, pač počaka v oddelku podaljšanega bivanja počaka na starejšega brata, da pride seveda skupaj domov, ampak če bi on recimo že prihajal sam domov tudi pred kako 1 ali pol drugo uro, tudi ne bi bil doma. Seveda včasih ob 12 že končajo, tako da o neki preobremenjenosti v prvi triadi jaz še ne bi govoril, se pa urnik pa obvezen se začnejo daljšati malo kasneje, se pravi drugi, sploh potem v tretji triadi, bi jaz rekel, da mogoče ta starejši, se pravi, ki je zdaj trenutno v 9. razredu, da imamo da nek tak urnik, ki smo ga mi imeli v gimnaziji. Se pravi, z gimnazije sem se pa jaz domov vračal načeloma tudi, pa sem se vozil v 25 km oddaljen kraj, ali z avtobusom, ali pa z vlakom, ko sem se vračal časih tudi že ob pol 2, časih kasneje, enkrat tedensko tista podaljšana ura, ki je bila, medtem ko pa moje počasih tudi zdaj pridejo tudi od 3 ali pa pol 4 domov. Malo vezano tudi na avtobusni prevoz, seveda, ni vse od šole odvisno, ampak po drugi strani je pa šola, ne? Tudi če živiš v Mariboru pa delaš v Ljubljani, tudi moraš priti v službo pa nazaj, se pravi, ti pač vzame vsa ta organizacija malo več. In potem so pa popoldanske aktivnosti, treningi, vsi trije so nogometaši, pri ta starejšem so zadeve malo resnejše, se pravi, ima treninge 5-krat na teden in če tu ne bi bilo neke organizacije, da se vrnem k osnovnemu vprašanju, če ne bi bilo organizacije odzadaj, po domače rečeno, ni šans, da to sfura. A to je že podbladek Maribora? Ne še. Dela na tem, željamo sigurno je, ampak tako sem rekel, ne, zdaj pač učenje pred treningom ali pa po treningu, odvisno kdaj je trening. Odlično izhodišče, prav o športu bomo govorili, ker ta velikokrat pomaga k boljši organizaciji, ampak dobro izhodišče ste mi pa tudi dali in tudi sam se spomnim, nikoli pred oziroma po 2. uri nisem bil doma. Letnik 84 sem, no, tako da morda sva si kar podobna. In tukaj zdaj vprašanje, kaj se je zgodilo in zakaj se je to zgodilo, da otroci v šoli res ostajajo kar precej po 14. uri? Ja, zdaj pri tam mlajših, to je prva triada, je to oddelek podaljšanega bivanja, je delovni čas staršev, ko jim tudi ustreza, da so celo do 16:30 imamo oddelke odprte. Kasneje, že druga triada, že 4., 5., 6. razred in pa seveda kasneje tretja triada so se pa pojavili neobvezni izbirni predmeti, obvezni izbirni predmeti, kar pomeni, da imajo otroci med seboj zelo različne urnike, tudi znotraj istih oddelkov, ne? In potem so ti izbirni predmeti seveda po obveznem delu predmetnika. Naprimer, pri nas je tako nekako, da do 13. ure imamo obvezne predmete, potem gredo še na kosilo in potem se večini začnejo neobvezni izbirni predmeti, ki pa sedaj trajajo različno. Torej, ali malo pred 2. uro, ali celo do 14:30, ker velikokrat naredimo te izbirne predmete v blok uri, da so na 14 dni, zaradi tega so pa tudi zelo individualni urniki. Nekdo z razreda konča ob 13. uri, nekdo ob 14:30, drugi dan pa ravno obratno, tako da
je zelo različno, ampak definitivno se pa otrokom zaradi tega podaljša urnik. Potem so še pa različne interesne dejavnosti, torej tudi različni krožki znotraj šole, pevski zbor, vse to zaokroži celoto. Matija, kdaj približno prideš domov? Ali ob 2 ali pa v četrtek ob 12:30. Torej imaš dober urnik, očitno. Pa ja, bi rekel, da imam dober urnik. Potrebuješ avtobusni prevoz? Ne, živim 200 metrov stran od šole, Odlično. 10 minut pred začetkom pouka grem. Tudi sam sem 3 minute pred začetkom pouka sem ponavadi šel. Tudi čez njivo, dokler mi ni nekoč nek kmet zelo grdo gledal, ne, pa še čevlje sem imel umazane, ampak da te zdaj resno vprašam, potem ko prideš domov, koliko časa potrebuješ, da narediš domačo nalogo? Zdaj, jaz pridem domov, imam 1 uro časa, potem pa moram že na trening iti. Tako da večinoma v tisti 1 uri, kar pa mi ne uspe, potem pa po treningu, potem pa je seveda še prosti čas. Kolikrat na teden greš na trening? Trenutno imam 3-krat, ker je pač zdaj tako prišlo, ne. Drugače pa imam 4-krat. 4-krat na teden. Ja, Po koliko časa? 1 uro 45 minut. No, in to je zdaj malce sem vmes računal. Če imaš dober urnik, pa če si doma ob 2, pomeni, da si bil že 6 ur v šoli, a ob 8 začnejo otroci ali celo. Različno, 47 ali 38. Se pravi, 6 ur že prištejemo v šoli, potem še 2 ure popoldanski trening in otroci tam pri 10-12 letih so v resnici 8 ur v nekem pogonu, brez da so se učili, brez da so se spočili, brez da so se igrali in brez da so opravili domačo nalogo, ki je seveda nujna. A je bilo včasih tudi tako? Zdaj, če izhajam morda iz sebe, ki sem sama tudi preživela cel svoje otroštvo in mladost v športu, je bilo tudi tako. Okay. Tudi sama sem prihajala domov, imela uro časa, šla na trening, prišla še pozneje zvečer, ker sem se ukvarjala z atletiko, ker niso bili 2-urni treningi, so bili 3 ali več. Tako da sem imela podoben urnik. Okay. In zdaj vprašanje, če ta prvi del naredimo najprej, koliko časa otroci preživijo v šoli, pa ali so zato preobremenjeni, a se vam zdi, da so torej otroci preobremenjeni že zaradi časa, ki ga preživijo v šoli? Da je to prvi problem, ko govorimo o preobremenjenosti, ali je to mit in so pač v šoli zaradi različnih stvari? Ne, jaz mislim, da ta čas, ki ga preživijo tako v šoli, se pravi, kar se pouka kot takega tiče, saj tudi šola je na tak način organizirana, recimo, da so malo bolj sproščujoče aktivnosti, dejavnosti prestavljene na kasneje. Se pravi, da 7-8 uro, ko imata sinova recimo dlje časa pouk, eden ima takrat izbirni predmet šport, drugi pa izbirni predmet likovni pouk. Tako da ni to ravno matematika, da bi tam poskušal učitelj matematike nima karkoli obrazložiti. Tako da iz tega briga vas mogoče rekel, da ne. Da je vse koncu tudi jaz za sebe bi lahko rekel, od 8 do 1 nekje smo mi preživeli čas v šoli. Ta del se je mogoče do določene mere se ohranil. So malo dlje časa v šoli, to kar za ta malega velja, recimo to, da je on v podaljšanem bivanju. Tudi meni pa ženi se kdaj zgodi, ker ta velika 2 ne moreta iti po njega, pa ne more biti sam doma, pa mogoče malo dlje časa v šoli ostane. To, da je on do 3 tam, to jaz za njega ne vidim kot neko obremenitev, ker se dejansko v tem času podaljšanega bivanja se igrajo, se sproščajo, pa tudi ko zelo začne nalogo napišejo, je pač potem doma prost. Tako da ta del ne. Problem je pač samo, če že govorimo o neki obremenitvi kot tak, je tisto, da se pač skrajša čas. Recimo jaz, ko je prišel oče domov ob 2, sem bil že doma, sem bil že tako malo miselno zluftan, pa že pripravljen na popoldanske aktivnosti, domača naloga je bila narejena, medtem ko pa moji sinovi ob 14 uri pa šele začnejo se sproščati oziroma z domačo nalogo se pripravljati na druge stvari. Tako da, če se vrnemo nazaj na šolo kot tako, jaz mislim, da ne. Mogoče bi lahko kakšen predmet manj bil,
Ampak mislim, tu vidim jaz potem tisto obremenitev, ki recimo, da se tiče potem tistega popoldanskega dela učenja, kaj vse smo se morali mi učiti, pa kaj vse se mora pa danes učiti. Ja, k temu pridemo še. Ja, ker, in je res, zdaj odgovor tvoj mi je pa že jasen. Ne? Če te vprašam, ali bi bil kakšen predmet in ura manj boljša, boš verjetno rekel ja. Zagotovo. Kaj bi ti zbrisal z tvojega urnika? Zbrisal iz urnika slovenščino, mi še najtežje gre od predmetov, pa recimo zgodovino tudi mi tako ne gre. A se ti zdi, da če bi, ne vem, vprašali res tvoje sošolke in sošolce, da bi bilo možno narediti urnik, ker bi bili na koncu vsi zadovoljni, če bi vsakemu nekaj odvzeli? Če bi vsakemu nekaj odvzeli, pa pač, da bi potem vsem to odvzeli, ne vem, če bi bilo v redu za vse, zato ker recimo jaz ne maram slovenščine, pa je recimo nekdo ima rad, pa recimo meni je matematika bolj všeč, pa nekomu recimo ni všeč. Ja, sej to te malo izzivam, zato ker če bi res otroke vprašali ali pa mene v tvoji starosti, bi seveda rekel, ne mi dajo več telovadbe, ne, ali pa več likovne matematike, slovenščine bi se tudi sam najraje znebil. Zato verjetno ni ravno realno, da bi po željah otrok zmanjševali, ampak vendarle pa ste prej prikimali, ne, če bi pa kakšna ura bila manj, tudi pri kakšnem predmetu, hkrati pa govorimo, dajmo še kaj dodati, ne, digitalizacija pa kaj, kar prihaja. Kako realno je to, da bi se morda pouk končeval prej? A obstaja v tem razmišljanju o razbremenitvi otrok kakšna realnost? Ne bom rekla, da obstaja takšna realnost, zato ker res je, da se v tem trenutku prenavljajo že načrti, da se dela nacionalni program vzgoje in izobraževanja do leta 30. Ampak ves čas govorimo o prevetritvi učnih načrtov, o veščinah, ki jih morajo otroci pridobiti, o načinu poučevanja, da je bolj, mislim, na kakšen način lahko poučujemo, da se počutimo manj obremenjeni, da bi se pa ravno dotaknili tega, da bi zmanjševali število ur. Tukaj pa jaz mislim, da je velika težava, da strokovnjaki ne najdejo konsenza na tem področju. Veste, ko se odprejo učni načrti, ne, potem bi posamezni strokovnjaki z tistega področja vsi nekaj dodali, ko je odprto. Nihče ne bi želel nekaj odvzeti, ne. In če se začne odpirati predmetnik, kar se sedaj v prenovi učnih načrtov ni odpiral predmetnik, ne? Potem se oglasijo v tistem trenutku, ne vem, športni pedagogi, mi potrebujemo 1 uro več, pa likovni pedagogi, pa zgodovinarji. Vsako predmetno področje bi imelo kakšno uro več. In to je težko doseči, da bi bila kakšna ura manj. In to bi res pomenilo, ne, da bi bilo tudi ur več. Okay. Če smo zdaj obdelali ta prvi del, torej koliko časa preživijo naši otroci v šoli, se zdaj preselimo na ta del, ko pridejo domov. Ne. V mojem času se res tudi spomnim, da sta moja mama in oče načeloma, če nista seveda imela različnih urnikov, bila ob 3 doma. Ne. In ko sem jaz dokončal svojo nalogo, je bil ponavadi čas za kosilo in potem popoldanske dejavnosti ali počitek. Zato morda najprej k očetu 3 fantov, ki ima, verjamem, da kar nabito poln urnik popoldan in veliko organizacije, kdaj lahko končate z delom? Kdaj približno ste doma? Kot družina. Najprej kot vi, kot starša, ja, morda. Sta pred 3. kdaj? Jaz nisem tukaj najboljši predstavnik, zato ker, tako sem rekel, jaz delam v izobraževanju, delam tudi popoldan, tako da, ko grejo drugi domov oziroma se sami odpravijo v svoje prostočasne aktivnosti, sem jaz tisti, ki ta del prevzame. K sreči, oziroma če se le da, pa organiziram svoje delo tako, da sem ta vmesni del dneva, se pravi nekje med 12, 1 ali pa 2 doma, kakšen 2 uri, tudi zame je dobro, da nekaj toplega pojem, in takrat pridejo vsi domov, tako da mestni del dneva malo, oziroma v tem delu dneva malo preverimo, kaj se dogaja v šoli, moram jaz kot starš karkoli vedeti. Tudi žena dela v šolstvu, tudi tam nekje končuje, se pravi nekje okrog 14 ure po povprečju je doma, včasih prej, včasih kasneje. Tako da smo oba, to imamo srečo oba, ne? Ali pa vsaj žena, da je ta čas doma, da prehod iz šole, tega šolskega časa, šola je minila, zdaj gremo na popoldanske aktivnosti, da nekje midva z njimi preživimo,
oziroma žena tudi taksi služba v veliki večini primerov, sploh za malega, ki s 7 leti pač ne more še sam iti na nogometni trening. Tako da tam okrog 4 se potem te popoldanske aktivnosti začnejo. 4, 5, 6, starejši, ko so, kasneje imajo treninge, saj to neka razumljiva razporeditev. Če pa lahko, Seveda. če se lahko samo k šolskemu delu vrnem, obremenitev oziroma kaj bi jaz naredil, ne? Obseg mogoče, da se pusti, kar mene se mi zdi ali moteče ali pa kar je meni vpadljivo, je pa število predmetov, ki jih imajo. To poveča potem tiste obveznosti, ki potem popoldan pridejo. Poleg tega, da najmanj 2 predmeta se morajo otroci danes učiti, to sta glasba pa likovni, ker no, ok, glasbo smo se tudi mi nekaj malega učili, ampak ne v takšnem obsegu in na takšen način kot danes. Več predmetov, več stvari se moraš učiti. Tako da število ur načeloma, kot tudi prej sem rekel, da se mi ne zdi, da so otroci pridejo samo zaradi obiskovanja šole, obremenjeni domov. Jaz bi samo razporedil drugače. Se pravi, mogoče kakšna ura matematike ali pa slovenščine več. Konec koncev mi smo shajali tudi samo z enim tujim jezikom. Danes marsikdo se že v osnovni šoli 2 uči. Skratka, mogoče vrniti koncept osnovne šole, kakršen je bil, ne toliko koncept srednje šole, ki zdaj nekako prihaja v osnovno šolo. Dobre izhodišča, res je. Za to uro sem samo zato vprašal, ker včasih se je tako zdelo, da kot ste vi rekli, jaz že malce pogledam, kaj se je zgodilo v šoli, a nekaj potrebujejo in potem se že razporedijo popoldanske dejavnosti. Danes večina staršev vendarle pride domov ob 16. uri, kar pomeni, da se čas, ki ga lahko še nekako preživijo s svojimi šolarji, že premika proti 17. 18. uri in kar naenkrat slišimo kakšne od staršev, ki rečejo, naš otrok ob 20. uri joka, ker še ni dokončal svoje domače naloge. In morda za to vprašanje, in se bom kar navezal na to, več predmetov, ker se treba tudi več učiti, in to je na primer likovna res, ali pa glasba, pa seveda tudi vse te klasični predmeti, podaljšujejo čas popoldanski, ki ga mora otrok nameniti šoli. Kako vi to vidite? Vem, da boste zdaj rekli, to je pa zelo odvisno, kakšni so otroci, starši, pričakovanja, znanje in poslušanje. Ampak ja. Ja, ampak še nekaj bi to dodala. Če ste Matijo zelo dobro v začetku poslušali, koliko se uči. Rekel, jaz se tu preberem, naredim domačo nalogo, če dobro poslušam v šoli, pa še kaj preberem doma. Ja. Ni rekel, jaz se pa vsak dan učim 1 uro ali pa vsak dan 2 uri učil. Če bi pogledali, kaj bi bilo dobro, bi bilo dobro vsak dan narediti, najprej v šoli dobro sodelovati, potem narediti domačo nalogo in potem še vsaj 1 uro nameniti, pač odvisno od starosti, učenju. Zato, ker pač kot psiholog tudi vem, koliko pozabimo prvi dan, koliko drugi dan. In če bi to sproti delali, potem bi bil ta občutek pritiska tudi veliko manjši, ker bi veliko več slišanega znanja ostalo, tako pa ogromno 80% pozabimo, ko se učenci začnejo učiti. Se mi zdi, da ena glavnih težav današnjih otrok je pa tudi v tem, ko se pogovarjaš z njimi, oni enostavno odmislijo, da nek predmet obstaja, vsaj večina, dokler ne pišejo testa in se začnejo učiti, če imamo srečo 2 dni prej, 3 dni, drugače pa 1 dan prej. To pomeni sicer, da bo ponovno znanje neutrjeno, hitro se bo pozabilo, vse to in pritisk in stres je toliko večji, ampak enostavno učitelji ugotavljajo, ko pišejo v šoli preverjanja ali se pač ustno preverjajo, da učenci še pojma nimajo, če rečem po domače. In potem, ko vidijo, kaj bo v testu, kako, kaj bi morali znati, prav jim to učitelji prej povedo, potem se pa tik pred zdajci začne učiti. Pod vprašanje samo se strinjam, da je bilo tudi pri meni tako in verjetno je že ves čas tako, pri otrocih, ampak a je testov in spraševanj danes več, kot jih je bilo naprimer 20 let nazaj? Dal pogled imate, ne? Dobro. Jaz mislim, da jih je celo manj, čeprav se ves čas pogovarjamo, kako je veliko ocen, ampak če samo malo osvetlim, mi imamo danes 2,5 leti, včasih smo imeli 4 ocenjevalna obdobja, če se spomnite, nismo še imeli tista spričevala, kjer smo imeli zaključene ocene, prvo pol leta, mislim, drugo, tretjo, četrto, potem smo šli v osnovni šoli na trimestre, zdaj imamo pa 2 ocenjevalni obdobji.
In veliko dejansko manj imamo ocen. Je pa res, da na to nesprotnost nas nekako tudi sistem navaja. Se veste, nismo dobili kakšno lepo oceno, tudi s plusi, z minusi, takimi sprotnimi spraševanji. Danes nam to pravilnik ocenjevanju ne omogoča. Ne? In nekako učencem na nek način omogočamo tudi malo kampanjsko učenje. Ne? Mi bi si želeli tudi kakšne druge poti, da bi lahko sproti preverjali, pa vprašanje, če smo takrat bili zaradi tega bolj obremenjeni, ker smo morali pač vse predmete znati, ker smo lahko bili kadarkoli vprašani, danes ponovadi še napovemo otroku ocenjevanje, ampak smo pa bolj sproti delali. Tista sprotnost, neka rutina nam tudi omogoča boljše delovne navade, manj stresa, tako da tu je kar široko polje razgovora. In všeč mi je, da ste povedali, zato tudi ves čas skačem malce nazaj. Mi starši imamo danes vpogled v to, kar mi vidimo in rečemo, ja, pa je res tako, potem pa nas spomnite, da morda kaj pa ne drži. Ne? Zdaj smo najprej pogledali ure, zdaj te število ocen, ampak vseeno bom vprašal, koliko se učijo tvoji sošolke in sošolci in od česa je to odvisno? Recimo en sošolec, ko ima same petke, on govori, da se nič ne uči, pa pač večina mu ne verjame. Potem imamo enega sošolca, ko govori, da se nič ne uči, pa ima včasih slabe ocene, včasih petke. Potem pa je en sošolec, ko se uči, pa eni, ko se pač ne učijo, pa se pač tudi v ocenah vidi. Pa recimo niti ne posluša pri pouku, potem pa jim je se še teže učiti. Pa se pač vidi v ocenah. A se veliko pogovarjate o ocenah, pa potem posledično tudi o tem, koliko se je kdo učil, pa kako se uči? O ocenah se pač pogovarjamo recimo bolj na koncu leta, ko so že bolj proti zaključenim ocenam. Potem, če se je nekdo učil, recimo, ko pišemo test, potem pa takoj po testu vprašamo, kaj si se učil, ali pa ko ocene dobimo nazaj. Kako pa se učiš, pa se pač ne vprašamo, pač vsak ima svojo, kako se uči. Še eno pod vprašanje, to pa me tudi zanima, a kakšne ocene imaš, a je to pomembno, tako v pogovorih, ki jih imate? Tisti, ki imajo lepše ocene, se bolj skupaj držijo? Pač rekel bi, da je tako, da tisti, ki imajo boljše ocene, se bolj skupaj držijo. Ker pri nas, jaz osebno bi rekel tako, da tisti, ki imamo boljše ocene, se bolj tako družimo, pa tisti, ko so bolj poredni v šoli, pa to se tudi družijo. Pa tudi, kateri sta boljši, je tam, ko so malo poredni, pa obratno. Kdo pa je obremenjen? Če smo že rekli, da danes govorimo o tem, ali so ali niso otroci preobremenjeni. Tisti, ki imajo morda slabše ocene, oni večkrat rečejo, da je tega vsega preveč, ali rečejo to tisti, ki imajo res lepe ocene? Vem, da to zdaj posplošujemo, pa vendarle ne. Rekel bi, da bolj tisti, ki imajo malo bolj slabše ocene, recimo enega sošolca imam, ko že odkar ga poznam, malo slabše bere. Pa smo preverjanje glasbe pisali, pa nam je učitelj dal, ker je pač preverjanje bilo 15 minut, pa je rekel, jaz sem pa samo lahko 2 strani rešil, ker druge pač nismo mogli prebrati, ne. Pač rekel bi, da je pač za njega malo težje, pa tudi za druge, ko se recimo malo težje učijo tudi. Pravijo, da osnovna šola nekako ni narejena za fante, da je bolj za punce. To je nek tak mit morda spet, vi imate 3 fante. Koliko morate, ne vem, pomagati pri učenju, se pravi popoldne dodajati teh ur po treningu, pred treningom? Koliko časa, naprimer, namenite vi kot oče, poleg še, ko že fantje kaj dodajajo, no, in se učijo? Spet moram tukaj vso odgovornost in pohvalo in itd. Prenesti na svojo ženo, ker jaz tukaj vskočim, ko so zvečer že glave vroče, pa s kakim svežim pogledom matematično nalogo lažje rešim kot pa ona dva, ki tam noter bulita že malo dlje časa. Če se lahko navežem, zelo ključnega je, in to pa dejansko opažamo pri vseh 3, je to malo zelo zanimivo primerjavo lahko. Je pisal eden od sinov pred kratkim, oziroma vprašan je bil o zgodovino, pa ga je učitelj vprašal nekaj, rekel, pa nisem vedel, pa nisem bil prepričan, potem sem se pa spomnil, da smo lani
tam gledali en film, pa je v tistem filmu, pa sem malo povezal, pa sem mu to povedal, pa je bilo prav. To je to. Mislim, film so gledali v šoli, ne vem točno v kakšnem kontekstu je bil, ampak točno to tudi z ženo opažava. Tisti, ki v šoli posluša, tako kot mogoče tudi mi, ker smo, ne vem zakaj, smo mi bili malo bolj poslušljivi včasih, ali smo bili samo bolj zmožni nekega skoncentriranega sodelovanja, ne vem. To lahko psihologi odgovorijo na to, ampak dejstvo pa je, da več kot iz šole odneseš, manje doma dela. Preračunano v ure je spet mogoče malo nerodno, ker ravno ta, ki najbolj posluša, pa je dovzeten za te stvari, je tudi sicer mu boljše gre, dosega na splošno boljše rezultate. Je bil tudi zelo pozitivno se strani šole ocenjen na intelektualnem področju. Njegova sredina, njegov razred funkcionira drugače. V njegovem razredu je znanje neka vrednota, kar pa pri ta drugem, ki pa malo bolj sproščeno sledi pouku, mora doma več delati. In tudi tam, to, kar smo slišali, skoraj nič. Jaz sem vprašal sošolce, kaj bi oni vprašali, kaj so v A razredu pisali? Ne. Kaj se pa pogovarjate? Ja, Barcelona, pa Real, pa El Clasico, pa take stvari. Do nogometa še pridejo. Šolava je recimo v tem oziroma pri njih bolj redko tema pogovorov. Ta malega pa še pustimo, tam so pa drugačni pogovori. Tako da v urah izračunano, zdaj, ko so ocene, zdaj, ko zaključuje osnovno šolo, NPZ-ji so bili mogoče sedno po 2 uri, oziroma zdaj, ko so treningi takšni, kot so, mogoče 1 ura pred treningom, 1 ura po treningu, učenja plus domačo nalogo. No, vse je dobro izzval, ne? Psihologi morda malce bolj veste, kaj se je torej spremenilo, a ne? Ali se je kaj spremenilo. Ves čas dajem na tehtnico, ali zdaj samo mislimo, da so preveč obremenjeni, ali se je vse res spremenilo s starim časom, ali samo tako vidimo, ker smo zdaj mi seveda odrasli, ne, pa si mislimo, poglej, ta šola, to je pa res drugače, kot je bilo. A je kaj drugače, ko govorijo zdaj o teh popoldanskih dodatnih urah za učenje namenjene in seveda poslušanju in neposlušanju in spremljanju in nespremljanju v šoli? Veliko se je spremenilo v tem času. Spremenila se je celotna družba, ne? Že iz tega bi morali izhajati. Če so prej že v predšolskem obdobju v glavnem starši preživljali čas s svojimi otroki, in že sedaj v predšolskem obdobju vozijo na številne aktivnosti. To je že tako ena velika sprememba, ne? Ko bi otroka morali učiti pozornosti, koncentracije, najprej igre z eno igračo, mislim, to je marsikaj bi se dalo povedati, ne? Do branja pravljic, tega časa že danes zmanjkuje, ne? Tako da že otroci šolo vstopajo dokaj neopremljeni z enimi veščinami, s socializacijo in pa z enimi osvojenimi rutinami. To je tisto, kar je izredno pomembno, da otroka od malega učimo. Saj majhnega otroka ne bomo rekli, sedaj boš pa moral sedeti, pa ne vem, neko stvar 1 uro početi, pa lahko naučimo že od majhnega začnemo, da pospravi svoje igračke za seboj, da se zna zavezati čevlje, da vzdrži pri določeni družabni igri določen čas, da nekaj pospravi. To je osvajanje njenih delovnih rutin, ki jih pa potem v šoli nadgrajujemo. S tem, da zahtevamo v 1. razredu, ne vem, da si otrok sam zapomni, kaj je za domačo nalogo, da ne predamo te informacije staršem, da vztrajamo, da naredi, da kot starši vprašamo vsak dan otroka, skupaj pregledamo torbice, skupaj pregledamo nalogo, ne vem, kasneje, ko se začne opismenjevanje, skupaj preberemo en odstavek, malo mi beremo otroku, malo skozi vse to otroka navajamo na neke delovne navade. In seveda potem tudi, ko se nič ni narobe, če ima otrok aktivnosti. Ampak prav je, da znamo oceniti. Koliko pa otrok potrebuje nekega prostega časa, ne? In ob tem moramo upoštevati, ne, da je verjetno za odvisno starosti pol ure za domačo nalogo, kasneje 1 uro za učenje, da mi znamo urnik narediti si tedenski, ne? Ja, kdaj se bo pa še otrok igral, kdaj bomo pa šli na kakšen obisk, zdaj koliko časa je to, kar zmoremo, ali bo to, ne vem, glasbena šola plus treningi, eni otroci to zmorejo in mi je to prosti čas, da gredo na trening.
tako tudi doživljajo. Potem nič narobe, takšna obremenitev narobe v tistem trenutku, ko se otrok zaradi tega začne počutiti preobremenjeno, ko so pritiski. Tu je razlika med tistim, kar je bilo včasih, kjer tudi je bilo večino, oziroma je bilo manj tistih otrok, ki so imeli veliko popoldanske aktivnosti, zanesljivo pa niso bili v predšolskem obdobju. Ne? V predšolskem obdobju so otroci šli sami na ulico brcati žogo, danes pa jih zato peljemo na vodeno telovadbo. Vse je morda tudi ta razlika, da vse, kar že veliko stvari, ko otroci počnejo vodeno. Premalo je tiste mogoče pa res proste igre, osnovne primarne socializacije, ki se je dogajala med vrstniki. Ne? In potem, če to tako malo zlagamo, otroci imajo premalo rutin, premalo delovnih navad, kup obveznosti, kup tudi nekih pričakovanj in potem se nas hitro zalomi. In zanimivo je, da v športnem svetu, ko ste rekli, da se ga bomo tudi dotaknili, otrokom sicer ni tuje, da mora trenirati, če želi biti uspešen. Tisto vsi razumejo, ne? Da če hočem biti recimo dober nogometaš, da moram biti vsaj 4-krat ali pa 5-krat tedensko na treningu, kasneje še na kakšnem individualnem treningu, to nam je vse jasno. Pa tudi, ko vpišemo v glasbeno šolo, smo kar strinjamo, da moramo vsak dan vaditi 1 uro klavir, naprimer, ne? Da pa moramo vsak dan brati, pisati, pa vaditi računanje, pa se morda vsak dan kemijo učiti, to nam je pa težko osvojiti. Tudi staršem. Zdaj moram vprašati, Matija, a se še kaj igraš? A si že prestar za igro? Rekel je bolj tak igra z nekimi igračami, ne. Se tu, če igrce igraš, veš, to je tudi igra. Ja, to... Ti priznam to, prav? Ok, ja, bolj ko ne, računalniške igre, s kakimi prijatelji sam, ali pa če mamo pata spodbudim pa sestro, da gremo kako družabno igro, ali pa kaj. A imaš dovolj prostega časa? Osebno bi rekel, da ga imam. Včasih, kak dan, recimo v petkih, je potem po šoli še odbojka, pa potem, ker trener za odbojko pride na šolo, grem kar z njim na trening, potem imam še nekaj zvečer, da v petkih mogoče edino malo, ampak drugače imam, bi rekel, da. Se ti zdi, da ti treningi, šport, da ti v bistvu pomaga in da te vzpodbuja, da ker točno veš, kdaj imaš trening in tega si seveda ne zamudi, moraš vse stvari do takrat narediti ali pa potem te še čakajo? Ja, rekel bi, da je tak, da ali pred treningom, ali po treningu, naredne stvari. A je mama oziroma oče sta kdaj postavila kakšen pogoj, da če v šoli ne boš priden, da potem pa tudi treninga ne bo? Za zdaj še ne. Ker si priden. Ja. Ja, dobro. Dejan, kako pa pri vas? A je trening pomagal, da so morda fantje še bolj razumeli, da je treba v tisti uri, ko jo imajo, bolj stisniti in da potem tudi ta urnik, o katerem ste na začetku govorili, bolj štima? 100%. Ampak tu ne gledam zdaj povsem z nekega negativnega vidika, v smislu, da zdaj pa z ženo izsiljujemo. Ja, tako. Mislim, ja, je tako. Sam sem bil celo z pozitivnega to. Ja, mislim, v smislu, lahko se gleda, da je potem tisti trening je nagrada ali pa kazen, če odzameš. Seveda je tako. V osnovi, pač mogoče sem tukaj starokopiten in si pač želim, da imajo vsi trije ustrezno izobrazbo. Če tudi bojo v športnem svetu uspešni, pač v osnovi me navdaja oziroma nosim v sebi tisto skrb pa poškodbe. Pa ne rabimo debatirati več dalje, če se to s 17-18 leti zgodi, pa da otrok ni poskrbel vsaj v šoli, da so stvari stale tako kot morajo, si je lahko zavozil zelo hitro vse. Tako da je šport zelo velika motivacija, zna se zaradi športa se zna organizirati. Ravno v lanskem letu, lani poleti je ta starejši menjal klub, ki je, kar smo z ženo zelo dolgo, oziroma to odločitev smo zelo dolgo prelagala, ravno zaradi šole, ker prej igral nogomet v lokalnem klubu, tam v Limbušu, ker so treningi 3-krat na teden, plus tista tekma čez vikend. Zdaj smo pa prišli na 6 srečanj na teden, se pravi na 5 treningov, ki so tudi daljši, plus tekma.
tekmovanja so tudi malo resnejša postala, kar pomeni, da tudi za tekmo porabimo malo več časa, nismo več v lokalnem okolju. Je imel tudi prijateljske tekme zdaj, ko so bile priprave v tem zimskem obdobju, recimo v Novi Gorici. Z Mariborom Novo Gorico, tisti dan, ko je imel tekmo, ga celo dan ni bilo. Skratka, je pač mogel prej te stvari, ki so ga čakale, tako ali drugače, mogel v šoli urediti. Zelo pozitivno so se stvari obrnili, nisem vedel za ženo, kam bo šlo. Čutila smo pa, da je, ker je vedno bolj pritiskal, menjava kluba itd., da morava pač ne popustiti, ampak pač ugoditi njegovi želji, pa da vidimo. In pravi, treba potrkati na les, zaenkrat so se stvari pozitivno razvile, določene stvari je odložil, ki smo prej jemale čas, malo manj gleda na dan televizije, malo manj drži telefon v roki. Je pa skozi, tako boste rekli, je pa skozi v nekem pogonu. Zdaj pa ne vem pa dolgoročno, koliko je to dobro za enega 14-15 letnika. Ko poslušamo neke te športne zgodbe, seveda ponavadi največkrat poslušamo najbolj uspešne, vedno slišimo, da so imeli svoje življenje zelo strukturirano, ko končajo športno kariero, so pa najbolj zadovoljni, da ga nimajo. Ampak imajo te navade in pravijo, da to koristi. Zato sem tudi ta šport izpostavil in sem vesel, da smo tudi športnika dobili v ta pogovor. Tukaj moram vas zdaj vprašati, ali šola gleda, da kakšen otrok nima preveč popoldanskih teh dejavnosti. Verjetno to velja bolj za kakšne učitelje, ki bolj spremljajo seveda svoje učenke in učence, ko vidijo, da v šoli kaj zaniha, se pravi, ko zaniha pri ocenah, pri vedenju, takrat verjetno bolj poznajo svoje učenke, učence in rečejo tudi staršem, poslušajte, morda pa se je treba pogovoriti, da je treba kakšno stvar izvzeti. Zdaj ne govorim zgolj o športu, saj popoldanskih dejavnosti lahko seveda več. Zmeraj je zelo pomembno, kako starši sodelujejo s šolo in šola starši. Stalno moramo delati z roko v roki in stalno poudarjamo celostni razvoj otroka. Torej, treba pogledati res strukturo dneva celotno za otroka, kaj je dobro, in kadar pride do nekih nihanj, kadar vidimo tudi učitelji, da pri otroku se nekaj dogaja, neka odstopanja, seveda so starši zelo zaželjeni na pogovorni uri, na takšni pogovorni uri velikokrat tudi učenec, da skupaj naredimo načrt, pogledamo in seveda se tudi pogleda na ta del. Lahko se svetuje, odločitev je v tem primeru potem tudi od otroka oziroma od starša, ki so odgovorni za otroka, ampak se svetuje. Včasih tudi, kadar ocene zelo padajo, pa ni otrok preveč obremenjen, se pogovarjamo tudi o tej možnosti povezavi s klubom, povezavi s trenerjem, včasih tudi motivacija strani trenerja zelo koristno vpliva, ker vedeti pa moramo, da včasih, če otroku samo prepovemo šport oziroma mu odzamemo, to še ne pomeni, da bo bolj strukturiran oziroma da bo tisti čas, ki ne bo na športu, tudi uporabil za učenje. Še eno podvprašanje, a imate takih primerov, ko morate posredovati veliko? Zaradi preobremenjenosti, ki se kaže seveda v različnih... Ne bi rekla. Okay. In še to, kako pa se kaže, to morda nismo na začetku povedali, ta preobremenjenost. To je zdaj ta neka beseda, ko jo tako radi uporabljamo, ampak verjetno pri vsakem drugače, ali kaj pravi psihologija? Psihologija pravi seveda, najprej to občutimo kot stres, razdražljivo vedenje, nespečnost lahko vpliva na fiziološko počutje, glavo boli, motnje pozornosti, koncentracije, pozabljamo, to so take glavni značilnosti, tudi bolj prepirljivost med vrstniki, lahko poveča tudi nasilje med vrstniki. Po drugi strani, pogosteje pri dekletih kot pri fantih, čeprav ne bom rekla, da tudi pri fantih ne, pa lahko tudi v kakšne resne oblike potrtosti, depresije, anksioznosti, tudi motenj hranjenja, lahko so res težke posledice. Tako da, kadar pa gre za tovrstne stvari, pa je res temeljito treba pomagati otroku. Če smo zdaj začeli nekje pri tem času, ki ga preživimo v šoli, potem pri popoldanskih dejavnostih, obremenitvah, kar se tiče šole, se mi zdi, da še dva elementa zelo pomembna. Spanje. Včasih smo hodili, saj midva se morda spomniva, po cikcaku spat. Sam se zelo dobro spomnim teh zajčkov, si jih kdaj videl?
Jaz osebno ne, samo mama in oče govorita, kako sta včasih šla vedno v teh zajčkih spat. Res je. Mislim, da je bilo 15-7, če se ne motim. Tako, ja. Potem so pa premikali to informativne oddaje in potem smo tudi otroci seveda te zajčke spustili. Ampak ja, spanje po zajčkih je bilo normalno in potem smo tudi vstajali, to se pa sicer ne spomnim, ampak verjetno odvisno od staršev. Kdaj hodijo pri vas fantje spat? Prepozno, kar se mene tiče. Ker imam tudi jaz te zajčke v glavi. Jaz sem bil navajen, da smo hodili, oziroma celo osnovno šolo, načeloma, seveda so bile izjeme, ampak načeloma ob 8, 8:00 spat, vikend 9:00. Pri nas so se pa zdaj seveda tudi zaradi treningov. Trening, če se ravno včeraj pripravljal se na baletu, plesne vaje so bile, mislim, da do 6, mogoče, ne vem, povsem sprejemljiva ura. Ampak so se fanta dogovorila s trenerjem, da so trening prestavili in so potem imeli trening od 6:30 do 8. Tako otrok potem ne more ob 8 iti spat, pa preden da sploh domov pride, mislim, da je že bila ura kakšnih 8:30 proč, pa da še v miru kaj poje. Verjetno včeraj se sicer več ni pogledal v knjige oziroma v zvezke, potem pa že se še malo miselno umiriš. Tako da, če malo povzamem, pred 9 skoraj da nikoli, trudimo pa se, da grejo res med 9, 15, 6, 9, pol 10, pa da res vsi trije spat. Zdaj, ta malega da ob 8 spat, da on tam sam do postelje leži pa čaka, da ona dva prideta, pa se potem še sliši, kaj se po stanovanju okrog dogaja, je emisija nemogoče, nima smisla, potem so pa čisti čas, bom pa čak rekel, smo pač kot družina skupaj, se prikapljamo v stanovanje, smo skupaj, pa potem uredimo, kar je pač treba zvečer urediti. Oziroma, če ima ta velik trening tak čas, da kakšnih 7 konča, ga pa tudi še zdaj ga je redno, ali matematika, biologija, kemija, karkoli ga še potem zvečer za kako uro čačal. Pa tudi, da ne bom ta srednjega izpuščal, mi bo zameril, potem, ko bo oddajo gledal. Tudi on se trenutno pa na tekmovanja pripravlja, je pa tu neka druga obremenitev. Skratka, nima toliko dela s šolo, je pa včeraj recimo kenguručka, naloga za kenguručka, je reševal, ko sem prišel domov. Tako da, ali pa ne vem, za Cankarjevo knjigo bral zadnji še enkrat še do pol 10 zvečer. Okay. Ni pa samo še to, telefona pred spanjem pri vas ni? Da bi zdaj rekel, da grejo, da je to neka prostočasna aktivnost pred spanjem, ne. Definitivno pa sploh ta velik, še preveri telefon. Janez je vse vezal na ta priljubi telefon in že s trenerjem komuniciral na ta način. Trener jim daje neke določene informacije, tako da preden da gre spat, ja, pogled na telefon, ja, da bi bilo pa zdaj to neko igranje igrc, to pa ne pride več poštev. Matija, kdaj hodiš spat? Na nekatere dneve pozno, kakih 10, pol 11, 11, če berem kako zanimivo knjigo, nazadnje. Če pa je bil recimo zelo naporen dan, pa že ob nekih 9, 8. Kaj bereš? Ker je bila zanimiva do 11 zvečer. Zdaj je tudi to faktor, da recimo kdaj domov pridem, pa da se še potem recimo umijem, najem, potem pa je že neka ura 10, pa še knjigo potem to da. Kaj pa bereš? Zdaj sem bolj tak zanimive ali pa kakšne strašljivke ali pa kakšne biografije ali pa kaj takega. Odlično. No in zdaj smo pri tem spanju, to se mi zdi tudi zelo pomemben faktor. Ne boste vprašali, da ne, tu ne bo kažel, da hodite spat, ampak kaj psihologija pravi o spanju. Ko sem se pripravljal na ta pogovor, sem videl, da zelo veliko, ko govorimo o obremenjenosti, poudarka dajo tudi na spanec. Če smo včasih rešili ob 8 spat, zato ker otrok potrebuje določene število ur spanja, je danes tega spanja vsaj uro, 2 ali 3 celo manj, to pa je v koncu tedna zdaj se en dan manj spaja. Kaj to pomeni? No? Še stalno pomeni, da morajo otroci dovolj spati za zdrav razvoj. Ne? To se ni spremenilo v preteklosti. Spremenilo pa se je,
da imajo otroci televizijo v sobi, da imajo računalnike v svojih sobah in da imajo seveda telefone, ki so hkrati računalniki in televizijo v svoji sobi. Ne. Zdaj, Matija ni povprečno učenec, kar se tiče uporabe elektronskih naprav, bi jaz rekla, verjetno, zato ker če pa malo postojimo med mladimi, pa jih poslušamo, ne, pa je tisto, kar jim veliko, veliko prostega časa vzame, so pa družabna omrežja. Tako da ta del jih preokupira, zato zmanjka časa za kaj drugega. Ne? In potem, ko ni te organizacije časa, ne, kaj tudi vpliva na naš občutek obremenjenosti zelo, zelo. Če jaz vem, da moram nekaj narediti, ne rabim tistega narediti, ampak razmišljam o tem in se ves čas počutim obremenjena. Ne? Pol pa grem komaj ob 8 zvečer to delati. Če bi naredil ob 2 popoldan to, potem ne bi bil obremenjen, ker bi imel cel popoldan prost. Zdaj pa jaz cel popoldan razmišljam, da moram to narediti. Ne? To zelo, zelo veča ta občutek obremenjenosti. Ne? In pa res ta del, ko otroci vzamejo elektronske naprave v roko, ko jim tudi preusmerja pozornosti, ne? Ta multitasking, oni bi malo se učili, pa hkrati imeli telefon, pa računalnik, ne? Ampak vemo, da multitasking ni učinkovit v tem delu, ne? In da moti koncentracijo. Ne? In to so tisti motivci, če se vrnem tudi naprej, ko ste me vprašali, če se kakšna razlika med obremenjenostjo včasih in danes. To je tisti ključni vidik. Ob nekih aktivnosti, ki jih je več, ob teh elektronskih napravah, ki jih otroci ne uporabljajo za šolski del, ker če jih uporabljajo za učenje, ne, potem ne vodijo v zasvojenosti, niso moteče. Ne. Tiste ugotavljamo, da še stalno v premali meri znajo uporabljati v tem procesu učenja, ne, ampak ko ga pa uporabljajo za zabavo, ne, to pa res preokupira njihove misli, vzame veliko časa, zdaj verjetno pri športnikih manj, da ne samo na srečo take sogovornike, ne. Če bi pa pogledali enega povprečnega učenca, ki nima popoldanske aktivnosti veliko, pa zelo, zelo veliko časa porabijo prav za to. Ne. Ja, jaz mislim, da smo zdaj naredili en tak krog, šolska ura se počasi končuje, tale naša, ne, vem, da tudi ne sedite na najbolj udobnih stolih, ampak to je bil tudi namen, ne, to je vendarle šolski muzej, včasih je bilo drugače, v prihodnosti bo pa tudi drugače, upam, zato morda čisto zadnji krog pa bom pri vas začel, ker ste oče, jaz pa tudi, pa me zdaj to zanima, ne, kaj bi torej nam staršem polagali na srce, ko govorimo o preobremenjenosti ali pa ne preobremenjenosti otrok, da imamo, ker vendarle smo mi tisti, ki vodimo naše otroke, ne, čeprav tega morda ne marajo ali pa nočejo, da naredimo kaj koristnega za njih. Ne vem, ali je to prav ali ne, ampak jaz mislim, da treba otroku pač na izkušnju, ki sem jo ravno imel zdaj nazadnje, pač prisluhniti, poskusiti ugoditi njihovim željam, vkolikor je to možno, se pravi z nekim starševskim ciljem zmeraj pred očmi, jih usmerjati, ampak hkrati pa potem tudi jasne meje postaviti, pa reči do tod ja, se pravi toliko pa toliko nekih obšolskih dejavnosti je še mogočih, toliko telefona, toliko onega. Se pravi, dokler človek ne vidi, da začne nekaj negativno vplivati na otroka, bi samo še toliko bi dodal, res, naj se naspijo, ker tudi spanec oziroma spočit je zelo, zelo pomemben, koliko otrok potem v šoli lahko sledi pa dela. In če že, naj se starši trudijo, da bodo otroci več naredili v šoli, da bojo z mislimi pri šoli, definitivno se bo obremenjenost doma zmanjšala. Hvala lepa. Matija, kako je šlo? Kako ocenjuješ svoj nastop danes? Pa rekel bi v redu, zdelo se mi, da bo v redu, pa... Tudi meni, no, da te potolažen, ne, da če bo zdaj tvoji sošolke in sošolci gledali in zdaj tisto, kar je najbolj na koncu vedno pomembno, ne, ker morajo gledati do konca, je zaključna misel, da ti povem. Ne. Ko da zdaj jo imaš ti, kaj bi ti morda sebi, ne, ampak sej nisi preobremenjen, si rekel, ne, morda pa komu, ki je mlajši od tebe, svetoval, da naj stori, da te preobremenjenosti ne bo imel. Da si naj za svoj dan naredi neki urnik, da recimo domov pride pa reče, jaz pa nalogo naredil, recimo pol ure delam nalogo, potem se eno uročim, potem, ne vem, recimo neke
potem grem jest, potem po hiši malo pospravim, potem imam pač prosti čas. Odlično. Mojca, vendarle ste ravnateljica, ne, imate zaključno besedo, pa čisto za res, ne, to ta zadnjo, in še psihologinja, kar se mi zdi sploh super za to temo. Torej, ta preobremenjenost, če smo zdaj govorili 1 uro, je ali ni pri naših šolarjih res prisotna? Najprej to, so preobremenjeni? Vračam se na izhodišče. Spet smo pri tem psihološkem občutku, kako se mi počutimo. Če otrok reče, da je preobremenjen, prisluhnimo mu in poglejmo čisto individualno, kot starš, kot učitelj, kot vzgojitelji, zakaj je preobremenjen. In skupaj naredimo načrt, kako to rešiti. In res bi o tem rekla staršem, v prvi meri, seveda, najprej moramo imeti radi svoje otroke. Ampak potem pa bodimo odgovorni in takšni starši, da bomo za vzor svojim otrokom in jim pomagamo na tej poti, da bodo znali si organizirati čas, da se bodo zavedali svojih odgovornosti, da bodo imeli pravilne cilje, pričakovanja in potem bomo na tej poti tudi vstopili v šolo in pomagali. Ob tem pa seveda smo pedagoški delavci in bomo pogledali tudi na ta del, o katerem danes nismo govorili, na kvaliteto pouka, ki pa seveda mora biti. V šoli moramo izvajati kvalitetni pouk, povezan z življenjem, sodobnimi metodami poučevanja, da bodo pa otroci lažje prisluhnili, bolj motivirani tudi v šoli. Kvaliteta pouka je ena od 12 tem, ki je seveda v tem sklopu. Ja. Hvala lepa vsem trem, super ste bili. Upam, da ni preveč bolelo na teh klopeh, se bomo zdaj razgibali. Tako. Vam pa hvala lepa, da ste bili z nami. To je ena od 12 tem v tem prvem sklopu o šoli prihodnosti. Saj vem, da smo na začetku postavili vprašanje, ali so otroci preobremenjeni ali niso. Ampak saj ste slišali tudi odgovore. Odvisno je seveda od vsakega posameznika in od tega, kako se počuti. Vi, starši, ste pa tisti, ki morate to prepoznati in potem vašim otrokom tudi pomagati. In ja, nikoli ni enostavnih odgovorov, so pa zelo enostavne rešitve. Samo treba se jih je lotiti. Hvala lepa, do naslednjič.